Spletni medij Škandal24 navaja, da naj bi zasebni lekarnar in predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub ne bil ravno največji ljubitelj črke zakona. Na črno je namreč prodajal veterinarska zdravila, za katera je potreben recept veterinarja. Danes pa prvi mož slovenskega lekarništva po nareku najvišjih političnih in gospodarskih sil poskuša na trgu informacijskih storitev v lekarništvu ustvariti monopol in s tem ustvariti nelojalno konkurenco. Po poročanju medija Nova24 TV to ni prva nebuloza oziroma škodljiva praksa, ki jo Golub želi uvesti v lekarniški sistem. Golub naj bi namreč sodeloval pri pripravi lekarniške zakonodaje, ki je poleg ustavno spornih določil uvedla tudi številne druge nesmisle, kot je denimo najmanjša dovoljena razdalja med dvema lekarnama. To je tako, kot da bi država uzakonila, da dve konkurenčni trgovini ne smeta stati ena zraven druge. Zdaj pa zbornica hoče uvesti enotno programsko rešitev za izdajo zdravil za vse lekarne, s čimer bi ustvarila monopol, uničila konkurenco, na slovenskem trgu lekarniških informacijskih sistemov pa bi obstajalo samo eno podjetje, ki te storitve ponuja in nobene alternative. Zakaj je Lekarniški zbornici Slovenije to sploh v interesu? Odgovor sega globoko v prekmurski gospodarski in politični lobi. Trenutno imajo slovenske lekarne možnost izbire lekarniških informacijskih sistemov pri različnih ponudnikih. Eden izmed močnejših ponudnikov storitev je podjetje Hakl IT, s čimer ni nič narobe, dokler si nekoliko ne osvetlimo ozadja, ki je, kot kaže, predvsem politično. Podjetje Hakl IT je v 43% lasti podjetnika Borisa Hakla, ki je tudi direktor podjetja. Skoraj 25% podjetja Hakl IT si lasti imperij vplivne prekmurske družine Polanič Panvita d.d. v lasti Petra in Iztoka Polaniča. Znano je tudi, da je bil današnji kmetijski minister Dejan Židan nekoč predsednik uprave Panvite. Tako bi vplivni prekmurski družini Hakl in Polanič, ki si z raznimi razpisi že tako ali tako lepo razdeljujeta državni denar, s pomočjo Mirana Goluba in Dejana Židana poenotili tudi informacijski sistem v vseh slovenskih lekarnah in ustvarili monopol na trgu lekarniških informacijskih sistemov. Lahko le ugibamo, zakaj se ta zgodba ne pojavi v večjih domačih medijih, saj ima družina Hakl roko nad vplivnim časopisom Večer. Boris Hakl je namreč prek podjetja Hakl & Hakl d.o.o. skoraj 20% lastnik podjetja Skupina Večer d.o.o., njegov sin Uroš Hakl pa si lasti kar 40% mariborskega časnika.